Svetniški ne spremembam prostorskih aktov. Enostavni nezahtevni objekti pod lupo inšpekcije. Po letu nič novega v kampu Village Lipa. Oživljamo javne površine v Polhograjcih. Vaški vrt v Smledniku z jesensko podobo. Misijon v župniji Preska. Nove bralne priložnosti s knjižnico Medvode. Pirniški likovniki upodabljajo živalski svet. Regijsko mladinsko gasilsko tekmovanje. Občinsko prvenstvo v krosu. Državni prvaki med cestnimi kolesarji. Lepo pozdravljeni. Včeraj je bila bržkone zadnja seja občinskega sveta v tem mandatu pred lokalnimi volitvami 20. novembra. Več o sprejetih odločitvah v prihodnji informativni oddaji, tokrat pa le o odločnem ne za morebitne spremembe občinskega prostorskega načrta. Na včerajšnji seji sveta se je namreč prvič zgodilo, da bi občinski svetniki zavrnili predlog sklepa o lokacijski preveritvi. Zakon o urejanju prostora vsem lastnikom stavbnih zemljišč, ki ne želijo čakati leta in leta na spremembo občinskega prostorskega načrta in ki imajo željo zgolj po manjših spremembah prostorskih aktov, omogoča uporabo novega instrumenta prostorskega načrtovanja, ki ga doslej ni bilo. To je postopek lokacijske preveritve. Občinski svetniki so doslej sprejeli kar nekaj tovrstnih odločitev, na včerajšnji seji sveta pa zavrnili oba predloga sklepa o lokacijski preveritvi. Prvi se nanaša na željo investitorja, da bi gradil na območju, ki je v občinskem prostorskem načrtu opredeljen za naravno vrednoto v neposredni bližini potoka Mavelščica na Golem Brdu. Druga pa na željo investitorja, da v Zbiljskem gaju gradi višje objekte, kot so opredeljeni v obstoječem zazidalnem načrtu. Oba predloga je predhodno, ne sicer soglasno, pa vendarle, zavrnil tudi odbor za urejanje okolja in prostora. Željo investitorja, direktorja podjetja Adial Hilmija Dizdareviča, da na Golem Brdu v neposredni bližini potoka Mavelščica zgradi dva objekta, se je odbor za okolje in prostor občine Medvode pred časom že seznanil in že takrat prisluhnil tudi predstavnikom krajevne skupnosti, ki so nanizali niz zadržkov. In prav zato, ker je pripravljalec elaborata ob zadržkih krajevne skupnosti več ali manj zapisal, da niso oziroma ne morejo biti predmet tega postopka, je večina odbornikov, 4 od skupaj prisotnih 5, sprejela odločitev, da občinskemu svetu predlagajo, naj sklepa ne podpre. Kot pravijo, investitor zgradi objekt, ga proda novemu lastniku objekta in sosedom pa ostanejo morebitne težave. V nasprotno jih tokrat ni prepričala niti dr. Darja Marinček-Prosenc v imenu pripravljavca elaborata družbe Populus. In kaj je investitor želel? Dejstvo je, da gre za stavbno zemljišče, da pa je v prostorsko-izvedbenih pogojih obstoječega občinskega prostorskega načrta zapisano, da na območju naravne vrednote, v konkretnem primeru je to potok Mavelščica, ki je varovan z Naturo 2000, ni dovoljeno umeščanje novih objektov. In dejstvo je, da je dobršen del obeh parcel, na katerih želi investitor graditi 2 stanovanjska objekta v območju naravne vrednote. In zakaj je želja investitorja, da se ta del občinskega prostorskega načrta spremeni, sploh prišla tako daleč na dnevni red seje občinskega sveta? Zato, ker je investitorju oziroma pripravljavcu elaborata uspelo pridobiti mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območne enote Ljubljana, da je predvidena gradnja predvidena na način, ki ne bo ogrožala naravne vrednote in da zato ni potrebno predpisati naravovarstvenih usmeritev, kar pomeni, da je gradnja 2 objektov na teh 2 zemljiščih dopustna. In obrazložitev, gradnja ne bi bila več v neskladju z varstvenim režimom, saj je bila predtem upravljena regulacija vodotoka in renaturacija brežin, ki zagotavlja tudi poplavno varnost. Na prošnjo krajevne skupnosti, ali je bilo za nasutje pridobljeno dovoljenje, pa je pripravljalec elaborata zapisal kaj drugega, kot da preveritev pridobljenih dovoljenj niso predmet postopka lokacijske preveritve. Odbornike za okolje in prostor ni prepričala niti predstavnica podjetja Urbi, ki je pripravilo elaborat lokacijske preveritve v Zbiljskem gaju. Odborniki so se sicer strinjali z njo, da je kar 18 pripomb občanov, ki so jih ti podali tekom javne razgrnitve elaborata, vezanih predvsem na splošno problematiko celotnega naselja in da izražajo predvsem strah pred novimi posegi v Zbiljskem gaju.
Hkrati pa ponovili dejstvo, da je investitor pred nakupom zemljišča vedel, v kaj se spušča. In kaj je investitor želel? Dejstvo je, da mu obstoječi zazidalni načrt že sicer omogoča gradnjo 8 objektov, 4 enostanovanjskih hiš in 4 dvojčkov v skrajno zahodnem delu Zbiljskega gaja. Skupaj torej 14 stanovanjskih enot. In tako naj bi ostalo tudi po morebitni spremembi. Investitor pa je vendarle želel povišanje etažnosti, da se omogoči namesto relativno majhnih pritličnih objektov zgraditi objekte z mansardo. Razlog, da bi kasnejšim lastnikom objektov nudil večjo kvaliteto bivanja. Odborniki, glasovanja se je ponovno vzdržal Mirko Vorovšek, pa so menili drugače, predvsem da je investitorjev namen zgolj lastni dobiček. V javni razgrnitvi sta prav sedaj še 2 podobna elaborata o lokacijski preveritvi, v obeh primerih gre za pobude podane strani podjetij. Papirnica Goričane želi spremeniti 2 zapuščena industrijska objekta v muzej papirništva. Podjetje Kordia DAF Center ob krožišču na vrhu klanca pa želi spremembo prostorsko-ureditvenih pogojev zmanjšati obseg potrebnih zelenih površin. Še nadaljujemo z gradnjami, s tistimi, s katerimi se že ukvarja tudi občinska inšpekcija. Gre za garaže, nadstreške, zimske vrtove, ute, letne kuhinje, bazene, rastlinjake, lope za shranjevanje orodja, ograje, podporne zidove in tako dalje. Gradnje teh se lastniki običajno lotijo kar sami. S sprejetjem novega gradbenega zakona, ki je stopil v veljavo s 1. junijem, se obseg pristojnosti občinskega inšpektorja širijo iz enostavnih tudi na nezahtevne objekte. Če na kratko povzamem, je to prej bilo to do 20 kvadratnih metrov za objekte, sedaj pa se to do 50 kvadratnih metrov. Pa če še opisno nekako povem, to je recimo kakšne nadstrešnice, garaže, smo pa pristojni mi, pa tudi gradbena inšpekcija. Nismo samo mi, ampak je lahko tudi gradbena inšpekcija. Koliko več mogoče dela to predstavlja? Predstavlja nekaj več dela, predvsem v tem delu gradenj nadstrešnic in garaž. Gradnjo enostavnih objektov je potrebno prijaviti na občini, za nezahtevne pa pridobiti enostavno gradbeno dovoljenje. Skratka, kako bi se nova gradbena zakonodaja preslikala na primer kampa Village Lipa. Na primeru Lipa se zadeve pravzaprav ne spreminjajo. Zadeva je bila predana že v letu 2019 pristojni gradbeni inšpekciji, pristojni kmetijski inšpekciji. Kompleks Lipa predstavlja zaključeno celoto, funkcionalni kompleks kampa, ki je že pred sprejetjem nove zakonodaje gradbene zahtevalo gradbeno dovoljenje, za kar je pa pristojna gradbena inšpekcija. Zanimalo nas je tudi, kakšne pristojnosti je imel občinski inšpektorat v primeru piknik prostora tako imenovanega Ranča Maček v Studenčicah. Pri Ranču Maček gre za spremembo, vse se dogaja na kmetijskem zemljišču, gre za spremembo iz nekdanjega kozolca, ki je prerasel v, bom kar rekel, gostinski objekt, kjer se prirejajo zadeve za zaključene družbe, gostinska dejavnost. Objekt je tako velik, da presega 50 kvadratnih metrov, za kar je pristojna občinska inšpekcija. Posledično je bilo že predano pristojni gradbeni inšpekciji, kmetijski inšpekciji, ker pa je terasa tudi v neposredni bližini tamkajšnjega vodotoka, je bilo predano tudi okoljsko vodotok inšpekciji. Za izjavo smo vodjo medobčinskega inšpektorata zaprosili še preden je do nas prišel dopis občanke Studenčic, ki jo skrbi, da se problematika kampa Village Lipa v obliki Ranča Maček ne bo ponovila tudi v Studenčicah. Za pojasnila smo že zaprosili lastnika objekta Ranč Maček, ki pa pred kamero ni želel stopiti, nam pa je svoje videnje obljubil v pisni obliki. No, do zaključka redakcije ga še nismo prejeli. Sedaj pa potegnimo sporednice s kampom Village Lipa. S katerimi projekti družine Zavašnik, žal znane po veliki tragediji v diskoteki Lipa, se zadnje 3 leta torej ukvarjajo državne inšpekcijske službe, gradbena, kmetijska in tržna, s 6 mobilnimi hišicami, ki so jih Zavašnikovi postavili pod imenom Village Lipa in to na črno sredi leta 2019. Zato gradbena inšpekcija terja njihovo odstranitev.
Postavljene so na kmetijski zemlji, del tudi na parkirišču, za katerega pa je kmetijska inšpekcija že leta nazaj zahtevala, da se povrne v prvotno stanje. Zadnjič smo o tej problematiki poročali lansko leto in glede na prejete odgovore, ki smo jih prejeli strani inšpekcijskih služb, bi lahko lanskoletni prispevek zgolj ponovili. Res pa je, da smo inšpekcijskim službam zastavili podobna vprašanja. Kako se lahko na črno postavljeni bungalovi še vedno tržijo po ceni tam okoli 100 evrov na noč prek Bookinga in drugih posrednikov prenočišč? In še kako nas lahko še vedno prek socialnih omrežij vabijo v Klub 7 diskoteko, ki deluje pod okriljem prej omenjenega Campa Village Lipa. To sta dva podatka, ki smo jih skupaj z vprašanji naslovili na 3 državne inšpekcije. Ponovno je najprej odgovorila kmetijska inšpekcija, ki je že leta 2015 v odločbi zavezancu, kakorkoli je to nekdo iz družine Zavašnik, naložila, da tista kmetijska zemljišča, ki jih nezakonito uporablja kot parkirišča, povrne v prvotno stanje in jih začne uporabljati v kmetijski namen. Zavezanec tega seveda ni storil, kmetijski inšpektor pa iz nadzora v nadzor izdaja sklepe o denarni izvršbi. Letos 2 za skupno 2000 evrov kazni. Tudi gradbena inšpekcija je novembra 2019 leta med drugim odredila, da mora zavezanec objekte Campa Village Lipa odstraniti in vzpostaviti prejšnjo stanje, torej jih spremeniti v kmetijske površine. Zavezanec tega seveda ni storil, še več, postavil je kovinski objekt sredi parkirišča, lokal. Objekti po 3 letih še vedno stojijo. Gradbena inšpekcija vodi 4 postopke, še za nelegalno postavljen reklamni stolp in leseno lopo in izdaja sklepe o denarnih kaznih v višini 1000 in 3000 evrov, po novem lahko tudi v višini 5000 evrov. In v odgovoru nam gradbena inšpekcija pojasnjuje še, da se inšpektor dokaj samostojno odloča, katera zakonsko dopustna dejanja bo izvedel v postopku in katere dokaze bo izvedel in tudi s katero obliko prisilitve bo nadaljeval postopek izvršbe, ukolikor jo zavezanec ne bo izvršil v določenem roku. In jo seveda ne. In tržna inšpekcija ugotavlja, da dokler gostinski obrat Klub 7 obratuje v sklopu kampa in nudi gostom nastanitev, zavezancu ne more očitati kršitve obratovalnega časa, saj gostinski obrat, ki posluje v okviru nastanitvenega obrata, lahko obratuje 24 ur na dan. Je pa tržna inšpekcija ob zadnjem nadzoru v mesecu februarju ugotovila, da so bila zunanja vrata oziroma ograja zaklenjena, čeprav so se v gostinskem obratu nahajale osebe. Zato so s temi ugotovitvami seznanili tudi Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. In če smo slednje še poskušali razumeti, čeprav ne vemo, kakšen gostinski lokal naj bi bil Klub 7, pa nikakor ne moremo razumeti, kako se lahko tržna dejavnost nemoteno že 3 leta odvija v na črno postavljenih bungalovih. To nedeljo je bil Urbanistični inštitut Republike Slovenije s projektom Smotis ponovno aktiven na Belem v Polhograjskih Dolomitih na domačiji Prlenart. Tokrat so nas povabili na enodnevno delavnico suhozidne gradnje. Udeleženci delavnice so pod vodstvom strokovnjaka za ohranjanje tovrstne kulturne dediščine Borisa Čoka obnovili podporni zid ob obnovljeni kašči domačije, ki je že junija z razstavo na široko odprla vrata javnosti. Kaj pravzaprav suhozidna gradnja sploh je in zakaj tovrstna delavnica tudi pri nas v Polhograjskih Dolomitih? Kjer je kamen, tam je tudi suhozidna gradnja. Pa ne glede, kakšne strukture je kamen. Tukaj je na primer dolomit, ki sicer ni niti malo podoben na pnencu, ampak po strukturi, po obliki so si pa zelo blizu. In s takim kamnem se da lepo graditi. Sam kaj se je zgodilo? V tolikih letih, ko smo začeli opuščati našo, se pravi, podeželje, zapustili smo njive in druge stvari, ki so v kmečkem okolju nekoč obstajale, tega zdaj ni več videti, ker je vse preraslo. Ampak, če se poglobimo, če pogledamo tudi tukaj, se pravi, v Polhograjskih Dolomitih so bile narejene škarpe ali podporni zidovi, da je zemlja ni odnašalo. Se pravi, njive sem gledal, da so tukaj tako narejene, ampak
kamenje je preraščeno in se tega ne vidi. Boris Čok, ki je registriran nosilec nesnovne kulturne dediščine, se že od mladosti ukvarja s prenovo suhozidov po vsej Sloveniji. V zadnjem času pa tudi veliko izobražuje. Najbolj je treba biti pozoren, da je kamen povezan. Mi rečemo na Krasu, kamen ne sme šketljati. Če šketlja, pomeni, da se premika in tolče v drugi kamen. Zato je treba na več straneh podložiti in ko ga probate, se pravi, pregibati, on mora biti trden. In naslednji tako in drugi. Potem pa morajo biti vezani še po dolg in po vertikali. In to je to. In mi včasih rečemo, pa ne bo šlo vendarle brez veziva, nekaj pa mora vse skupaj držati. Kaj je tisto, kar s časoma drži vse skupaj? Ja, tukaj je pa, bi rekel, nič posebnega. Tu je pa drobiž, droben kamen, ki se ga zatakne v vsako luknjico in potem se ti kamni med sabo povežejo s tem materialom in to drži. Suhozidna gradnja je torej veščina zidanja brez uporabe veziva, pri kateri z odbiranjem razpoložljivega lokalnega kamna, ki ga pridobimo s čiščenjem in urejanjem zemljišč, in ob pravilnem skladanju nastajajo različni tipi trdih kamnitih objektov. In če bi rekli vi v tem trenutku, zakaj oživljati to vrstno gradnjo? Se to je naša dediščina. Suhozidna gradnja, to je naša dediščina. Tako kot kozolci, tako kot Prekmurju slamnate strehe, pa zidance na Dolenjskem, enako je to zame naša dediščina, ki jo je treba vzdrževati. Delavnica je bila tudi priložnost za razmislek, kako lahko suhi zidovi v odprtih prostorih podeželja prispevajo k oživljanju javnega prostora. Prav to pa je tudi temeljni namen projekta Smutis, ki ga vodi Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Nikakor ne želimo v te kraje prinašati nekih urbanih rešitev, se pravi na enak način urejati prostora, ki je namenjen vsem, kot ga urejamo v mestih, ampak želimo razumeti lokalni potencial. Na vstopu na kmetijo, se pravi za javne ceste, stoji kašča, ob kateri je stal en star suhozid in smo se odločili, da ga bomo prenovili, ker je bil kar slabem stanju in se ob tem v bistvu vprašali oziroma razvili nekaj idej, kako lahko tudi taka tovrstna dediščina v bistvu postane prostor, kjer se družimo, kjer postojimo, kjer srečamo eden drugega. Tako da poleg tega, da danes obnavljamo zid, v bistvu tudi vzpostavljamo javni prostor. V začetku leta smo tako pod okriljem prav tega projekta na domačiji Lenart že spremljali delavnico obrazovanja in sajenja starih sadnih vrst dreves. Ja, res je, takrat smo posadili 3 stare vrste sadnih dreves in vse 3 drevesa so se prijela. Ideja pa je seveda, da zdaj spremljamo, kako bodo tudi obrodila. In potem obiramo te pridelke in jih potem tudi posušimo in morda obudimo tudi to tradicijo sušenja sadja, ki je tukaj bila včasih zelo razvita. V okviru aktivnosti Smutis se bodo namreč partnerji še 2 leti, projekt je namreč 4-leten, posvečali iskanju novih oblik sodelovanja in vzpostavljanja lokalnih partnerstv s ciljem boljšega razumevanja in oživljanja javnih prostorov v majhnih in oddaljenih krajih. Je sestavni del mednarodnega projekta Humana mesta, v katerega je vključeno še 9 evropskih držav. In moram reči, da so projekti zelo navdihujoči, zelo povezani z lokalnimi skupnostmi, pa hkrati tudi zelo raznoliki. Ravno zato, ker se projekt že v izhodišču opredeli, da želi izhajati iz lokalnih tradicij in iz lokalnih skupnosti. Tako da zdaj imamo še več idej, kaj se bi dalo vse narediti. Je kakšno povezano tudi mogoče z našo občino oziroma s to lokacijo, kjer smo danes? Ja, v občini Medvode si želimo predvsem vzpostavljati javne prostore, morda ob tem omrežju poti, ki so razpredene po tem hribovitem zaledju Medvod. Tokratni dogodek je bil bržkone zadnji v letošnji sezoni, ki se je odvil na domačiji Lenart. Slednja je torej bodisi soorganizatorka podobnih dogodkov ali pa ponudi zgolj svojo infrastrukturo. Način, kako mi upravljamo s to domačijo, je vzdrževanje, postopno obnavljanje kulturne dediščine. Seveda, hkrati pa se poskušamo odpirati
lokalni skupnosti in potencialnim partnerjem. Tako da jaz vidim to domačijo, ki je seveda v privatni lasti, kot neko kulturno infrastrukturo v privatni lasti in se poskušamo povezovati na različne načine, kot vidite, z različnimi organizacijami. V Toplarju domačije Prlenart je bila zadnja 2 tedna postavljena razstava, ki je predstavila izbor prenov stanovanjskih objektov, ki so bile uvrščene v ožji izbor mednarodnega arhitekturnega natečaja Konstruktivne Alpe, ki poteka v okviru Alpske konvencije. Arhitekturne rešitve, ki so prilagojene za sodoben način bivanja, se da zelo lepo povezati tudi z varstvom kulturne dediščine. Zdaj, konkretno na naši domačiji se še nismo lotevali nekih zelo sodobnih interpretacij, ker ni bilo potrebno, ker je bila domačija precej ohranjena oziroma je bilo v prvi vrsti ščitenje teh vrednot kulturne dediščine. Za neko, kasnejšo uporabnost pa smo naklonjeni tudi kakšnim takim rešitvam, seveda v dogovoru z odgovornimi konzervatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Ob samem odprtju je potekala tudi okrogla miza z naslovom Živeti v Alpah, ki jo je moderirala arhitektka Medvoščanka Ajda Bračič iz stičišča za prenovo in trajnostno bivanje Kajža. Tudi občina Medvode oziroma del občine Medvode spada v območje Alpske konvencije, tako da je tudi v bistvu primeren prostor za tovrstne teme in pogovore. Tik pred tem so bili predstavljeni tudi rezultati letošnjega oblikovalskega izziva satelitskega programa Bienala industrijskega oblikovanja v soorganizaciji Zavoda Kajža in ob podpori Muzeja za arhitekturo in oblikovanje oziroma Centra za kreativnost. Naloga tega oblikovalskega izziva je bilo načrtovanje nekega večnamenskega kosa pohištva za Toplar na domačiji, pred katerim stojimo, ki je prostor delavnic, druženja, koncertov, lahko bi bilo tudi kot kakšno skromna nastanitev. Skratka, večnamenski prostor. In oblikovalci, ki so se udeležili, so načrtovali kose pohištva, ki se lahko postavijo, razstavijo, pospravijo, črpajo iz kulturne dediščine in hkrati bi bili prilagojeni za sodobno uporabo. Udeleženci izziva so na intenzivnem vikendu sredi septembra spoznavali domačijo Prlenart, potem pa individualno razvijali idejne zasnove. Jaz mislim, da vse rešitve, ki so prispele, imajo zelo velik potencial, bile so pa zelo različne. Nekatere rešitve so tudi posegale v konstrukcijo samega Toplarja, kar verjetno v tej fazi ne bomo šli v toliko grob poseg. So bile pa tudi zanimive rešitve, ki pa bi ob neki bi rekla prilagoditvi oziroma nadgradnji bile uporabne za ta prostor, tako da računamo v prihodnjih letih, da bodo pa mogoče organizirane kakšne delavnice za izvedbo teh projektnih rešitev. Kako oživljati javne površine ali jih celo na novo vzpostavljati, dobro vedo v Društvu za ustno zgodovino. Lep primer takega skupnostnega projekta v Smledniku je od leta 2018 Vaški vrt, ki je v teh dneh dobil svojo jesensko preobleko. Leto prihaja k koncu in narava se pripravlja na dobro zaslužen zimski počitek. Vrtovi so ljudem že dali veliko večino pridelka, ki so jim ga še imeli zadati, tako da sedaj tudi vsi kmetje in vrtičkarji že pripravljajo svoje njive in vrtove na zimo. To so storili tudi člani Društva za ustno zgodovino, ki že vse od leta 2018 skrbijo za Vaški vrt v Smledniku. Za njimi je bila zelo uspešna sezona, saj so letos svoj projekt Vaškega vrta predstavili ne le širši Sloveniji, temveč tudi izven njenih meja. Pretekli teden pa so začeli s pripravami na zimo, da se bodo lahko po uspešni sezoni spočili tako oni, kot tudi Vaški vrt. Za letos je kar v večjem delu vse narejeno. V soboto smo imeli akcijo, nas je bilo kar veliko in smo, kar je bilo za porezati, še semena pobrati, nekaj na nov posijati, to smo naredili. Ostalo pa poj samo spotoma še nekaj, kakšne zastirke, žit bomo še posijali. Včeraj smo imeli otroke z osnovne šole, 1. razred, in smo si ogledali
kaj otroci poznajo, koliko poznajo rastline. Čeprav so v jesenskih mesecih vrtovi bolj pusti kot čez leto, pa so se člani društva odločili, da bodo vaški vrt popestrili z jesensko dekoracijo, tako da bo njihov vrt tudi v jesenskih mesecih odet v barve. Na vaškem vrtu je jesenska dekoracija, v glavnem so buče, koruza, pa izdelki iz ličkanja, buče, kostan, v glavnem je to. Vsa dekoracija je produkt domišljije Albine Bizjak, ki sedaj že več jeseni zapored krasi vrt, da le-ta tudi v hladnih jesenskih mesecih oddaja tople barve. Vsa dekoracija je nastala doma, kot dodatni bonus pa je vsa dekoracija narejena iz naravnih materialnih virov. Glede dekoracije, zamislim si kakšno stvar, vidim ali kamenje ali buče in pol si nekaj domislim, včasih rata tisto, ki se imam v glavi, včasih pa čisto kaj drugega, pa je mogoče še bolj tisto, ki je bilo v prvotnem načrtu. Pol pa v glavnem dele, se pravi, je koruza, so tele sončence, iz kamna so jagode, ptički, take dekoracije, v glavnem bolj jesensko, oranžno, rdečo, taka barva. Članice društva vas vse vabijo, da če boste v Smledniku, se ustavite na vaškem vrtu. Si oglejte to dekoracijo, posedite na klopi, fotografirajte jesenski vrt. Prosijo pa le, da po vrtu stopate pazljivo in ne trgate rastlin in dekoracije. Pretekli teden je v župniji Preska potekal že 4. misijon. Njihov misijon je nekoliko drugačen, saj je posvečen predvsem poglabljanju vere, v ospredju je torej predvsem duhovna dimenzija. Vodenje misijona je letos prevzel kapucin, prevajalec in teolog, brat Štefan Kožuh. Od 6. do 9. oktobra je v župniji Preska potekal misijon pod geslom Evharistija, pot odpuščanja in sprave. Naš misijon je nekoliko drugačen, zato ker teh zunanjih dogajanj okrog misijona je res manj, oziroma jih ni. Ni nekih koncertov, ni nekih srečanj v dvorani, ni nekih pogovorov, zato ker se mi zdi, da naša župnija skozi leto to vse ponuja. Naš misijon je res koncentriran na duhovno dimenzijo, torej na molitev, na sveto spoved in pa na obhajanje svete Evharistije. Je pa pri Evharistiji daljši nagovor našega misionarja, ki je brat Štefan Kožuh. In ni naključje, da je vodenje misijona prevzel prav Štefan Kožuh, ki je svoje otroštvo preživel na Gostečah pri Škofjeloki. K kapucinom je vstopil leta 1982, teologijo pa je študiral v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen leta 1989. Kar nekaj časa smo se na našem misijonskem odborčku spraševali, kdo bi bil ta neposredni voditelj misijona. Ker voditelj misijona je v bistvu vsak sam zase, ker hodi to misijonsko pot odpuščanja in sprave in gre res za duhovno pot, na katero stopam res lahko samo sam. In k temu so bili ljudje res povabljeni in lahko rečem, da je res voditelj misijona je Sveti Duh, ki vodi vsakega posameznika. Ampak za ta del, ta zunanji del, če lahko temu rečem, kar se pa zdaj dogaja, smo pa iskali voditelja, želeli smo voditelja, ki bo močen v besedi, in ne samo v besedi, tudi v izkušnji. In glede na to, da je brat Štefan Kožuh voditelj mnogih duhovnih vaj, da ljudi spremlja na duhovnih vajah, da je bil on je kapucin, da je bil pri kapucinih v Sloveniji in potem tudi drugod po svetu, da je videl že veliko sveta, pa ne samo v tem smislu na zunaj, ampak tudi na znotraj, da pozna ljudi, človeka, ne samo slovenskega, ampak tudi drugod po svetu, se nam je zdel on najbolj primeren. Udeležba na misijonu je bila, kot nam je povedal preški duhovnik Jure Koželj, nekoliko bolj skromna, vendar pričakovana. Predvsem zato, ker je bil tokratni misijon usmerjen predvsem v doživljanje vere in njeno poglabljanje. Knjižnica Medvode za svoje zagrete bralce tudi v letošnjem letu ponuja številne dogodke in projekte. Prav v mesecu oktobru so začeli z novimi bralnimi priložnostmi za tiste, ki se radi zapodijo v neskončen svet pisane besede. Predstavili so nam 2 projekta, ki potekata že vrsto let in sta namenjena tako mlajšim kot malo manj mladim bralcem. Več podrobnosti pa v prihodnjih minutah.
Knjižnica Medvode vabi vse člane, da se vključijo v bralno značko za odrasle, poimenovano Beremo na Sotočju, ki poteka v knjižnici Medvode že 10. Vse, ki želijo biti del projekta, ki spodbuja branje med odraslimi, prijazno vabijo k sodelovanju. Kakšen je izbor knjig? Verjetno je določeno, katere knjige morajo prebrati oziroma si lahko izbere. Tako, mi pripravimo seznam. Vsako leto je kar nekaj naslovov na izbiro, se pravi 80, tako da ni izgovorov, da je premalo gradiva na izbiro. Pač nabor naredimo zato, da se tudi lažje mogoče bralci orientiramo in se pa tudi tega držimo, da iz tega izbora preberejo 5 knjig. So pa različne in sicer 67 naslovov je leposlovnih. To pomeni, da so romani družbeni, tudi kriminalni, zgodovinski, eseji se vmes najdejo, biografski romani, tako da je za vsakega nekaj. 13 naslovov pa je strokovnega gradiva. Izbor knjig je pester in raznolik, pri izbiri pa vam bodo z veseljem pomagali zaposleni v knjižnici. Sodelujejo lahko člani knjižnice Medvode, stari 18 let in več. Izberejo knjige seznama, jih preberejo in oddajo kartonček. Za opravljeno bralno značko je potrebno prebrati 5 knjig. Kako preverite, če so udeleženci res prebrali knjigo? Vemo, v osnovni šoli naredimo obnovo knjižničarki, kako pa pri odraslih to preverjate? Tako, pri nas obnove ni. Imamo pa neke liste priložene, v bistvu tam na stojalu, kjer je ta pripravljen izbor gradiva in pa ta seznam. In potem na ta list poleg svojih podatkov pišejo naslov avtorja in pa samo par misli o gradivu, naprimer, če napišejo, da jim je bilo gradivo všeč, da malo podkrepijo, zakaj jim je bilo všeč. Če pa knjigo skritizirajo, pa tudi dobrodošlo, se ni nujno, da je sam isto gradivo vsebina všeč, pa pač napišejo, zakaj ne. Tudi te usmeritve so nam dobrodošle, da potem približno vemo, kakšno gradivo pripravimo. Bralna značka se je začela 3. oktobra in bo potekala do 29. aprila 2023. Sodelujoči bodo priznanja prejeli v mesecu maju prihodnje leto. Medvoška knjižna transverzala je projekt knjižnice Medvode, ki ga v novem šolskem letu izvajajo 5. Namenjen je osnovnošolskim otrokom in njihovim družinam. Z njim želijo spodbujati družinsko branje, bralne navade ter pozitiven odnos do branja, pa tudi spoznavanje občine Medvode in sodelovanje med zavodi. Ja, v tednu otroka smo začeli s projektom Medvoška knjižna transverzala, ki je namenjen osnovnošolcem in sicer poteka 5. leto. Namenjen je in osnovnošolcem in v bistvu tudi celotni družini, saj sodeluje tudi vsaj en odrasel član družine, pa ni nujno, da je to oče ali mama. Zbirni kartonček in žig za opravljeno nalogo dobite v knjižnici Medvode, pri šolski knjižničarki ali turistično-informativnem centru Medvode. Ko imajo kartonček, je v bistvu to kot ena pot transverzala, 3 naloge so. In sicer prva naloga, najljubša lokacija v občini Medvode. Otrok nekaj nariše ali napiše na to temo. Potem je pa druga naloga. Tukaj imamo naštete znamenitosti oziroma bolj zanimive točke v občini in obiščejo 2 točki. In pa tretja naloga je, da vsak otrok prebere 2 knjigi, en odrasel član pa 1 knjigo. In potem, ko opravijo nalogo, pridejo v šolsko knjižnico ali v knjižnico Medvode in dobijo žig. In to je to in oddajo kartonček do 10. maja 2023. Vsi sodelujoči učenci bodo na koncu šolskega leta dobili priznanje za sodelovanje, izmed vseh prispelih izpolnjenih kartončkov pa bodo v knjižnici žrebali 3 družine, ki bodo prejele nagrado. Svet živali je naslov retrospektivne razstave, ki so jo ob Svetovnem dnevu varstva živali letos brez običajnega uradnega odprtja na ogled postavili člani likovne sekcije Kuda Pirniče. So pa pripravili vodene oglede, na katerih boste med drugim izvedeli tudi podatek, da smo v minulem stoletju zabeležili kar 114-krat večje izumrtje živali kot v celotni zgodovini in da so živali zaradi človeškega uničevanja okolja morda danes celo še bolj ogrožene. Mi smo se likovnikom pridružili minulo nedeljo, vi pa se jim lahko že to nedeljo po 16. uri.
Več kot 10 let v likovni sekciji Kuda Pirniče že upodabljajo živalski svet. Imeti mentorja, ki je tudi lovec, ni treba razlagati, da je najljubša tema slikanje živali. In prav na njegov, da ne rečem, na njegovo željo, na njegov vzgib oktobra rezervirano za svet živali. Namreč 4. oktobra leta 1931, to smo že večkrat povedali, v Benetkah proglašen prvo leto svetovni dan varstva živali. Upodabljati živali pa ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Ko pogledaš predlogo, po kateri slikaš živali, se ta pa ni težka. Sam ko pa začneš, pa tu nastopi trenutek anatomije, tam ima mišice, tam ima kosti, tam ima to. In če ne bi naš mentor bil lovec, ki nam te nejasnosti lepo razloži pa pokaže, verjeten, današnjih 56 ali 57 slik ne bi viselo tukaj. Pred leti je bilo v likovni sekciji Kuda Pirniče, ki jo je vodila že pokojna Brigita Juvanova, poleg slikarjev so bili še rezbarji, več kot 40 članov, potem pa so se njihove vrste počasi redčile. Rezbarji so takoj odpadli, ker jih je ona vodila. Lani smo izgubili našega Franca Barbiča, v njegov spomin jaz vedno nosim njegovo, na ta dan njegovo broško. Predlanskem izgubili Toneta Umeka, tako da se zelo rečimo, ostalo nas je 9 in pa mentor Andrej Militarov. Tokratna razstava je retrospektivna, njen namen pa živali približati ljudem, obiskovalcem in tudi likovnikom samim. Jaz sem prvič na dopustu avgusta začela iskati, kaj bi narisala. In sem najdla eno staro ono, ali je bila nova, in sem najdla svisca. In kako težko je bilo upodobiti svisca? Ko je bil že zastavljen, mi rečemo, je mentor rekel, tole pa ni dobro, ima glavo tako čudno, pa pa ušesa to moraš tako poudariti, pa je pa nekako to ratal, je rekel, pa tudi nima puha, s čopičem je zelo težko dlake narediti, ne. Je rekel, zdaj je tako, kot tič, ima puh, ti moraš tako in to je tista neizmerna vrednota, da imamo mi pomoč našega Andreja. Na tokratni razstavi se s svojimi deli predstavljajo vsi člani likovne sekcije Kuda Pirniče. Olga Bitenc se jim je pridružila po naključju. Bila je ena delavnica z glino, na to sem prišla, no, in pa so rekli, da tudi slikajo. Sem rekla, slikati pa jaz ne znam, to pa mene ne zanima, in so mi rekli, da se to se da naučiti. Pa sem pa in so mi za novo leto podarili eno platno. No, sem rekla, zdaj pa res bom mogla začeti, če ste mi že platno dali. In tako se je začel. In kako blizu vam je sedaj ta tematika živali? Slišali smo, da je kar težko, ampak Petelin je bil pa pravi. Ja, tako si malo pomagamo, ne, tudi kakšno sliko pogledaš, ne, tudi mentor nam pomaga veliko. Drugače pa sej gre, ne, bom rekla, res se da naučiti. Fajn je pa, če imaš tudi talent, ne, in tistim gre verjetno tudi veliko boljše, ne. Slike pa so razstavljene ne le v avli, ampak tudi v mini galeriji na oknih Doma krajanov. Med drugim tudi slika Ivice Jan, ki ima svojo samostojno razstavo tudi v prostorih Vzajemne. Kako blizu vam je ta motiv risati živali? Moram reči, da živali so zelo težke. Ker moraš prvič žival dobro poznati, ne moraš kar tako. Mi v glavnem slik slikamo, tako da pa moramo reči, imamo super mentorja, ki je lovec, ne, in nas on potem pokaže pravilno, nas malo popravi, tako da tisto imamo res super. Se mogoče spomnite, kako je nastajala tista slika, ki jo imate v galeriji? Nastajala tako, sem si zamislila kot eno grmičevje, potem sem pa nalepila, zrezala metuljčke in sem malo drugače naredila, ko so te. Prav v živalskem svetu pa motive rad poišče Tone Rebolj.
Ja, lahko rečem, da je mogoče vsaka tretja slika žival. Žival je za mene, nekateri pravijo, da je zaradi same svojskosti, zaradi figure težko risati živali. Jaz pa mislim, da živali niso. Pri meni so živali pomembno oči, pa tista osnovna figura. Drugače pa, če jo majčkeno zaneseš, se žival tudi grbo naredi ali pa karkoli. Vsak trenutek je drugačna, pa zadiha, pa je spet druga pozicija. Tako da meni se to ne zdi težko, jih pa rad rišem. Majda Žakelj pa je prav za to priložnost upodobila medvedjo družino, ki jo je sicer skupaj z vnukinjami zaman cel dan čakala na opazovalnici v Kočevskih gozdovih pod vodstvom bratranca Lovca. Ta drug dan nam je pa poslal, je šel pa s kamero, on sam gledati in nam je poslal to slikco in so bili 3 medvedi, ki so prišli na isto mesto, ko smo mi čakali in zato je ta slika nastala. In radi rišete živali, slišali smo precej težko je risati živali. Ja, težko. Zdaj včasih je kakšna predloga, da malo pogledamo, včasih je kar tako kakšne sanje ali pa tako, da rada. Drugače pa Andrej, Andrej je naš mentor, če se nam kje zatakne, on je takoj zdraven s penzelčkom, pa malo poprav ali pa reče, da je tlele, se nit ne da poprav, ampak on, da je tlele pa mora tako biti. In potem popraviš in vidiš, da pol nekako zaživi. Ker tale slika, bom rekla, da je še mogoče še malo v delu, ker sem jo že 2krat dol snela. Izkušnjo s čakanjem na medveda pa bo z vnukinjami še ponovila. Kako se ti zdijo vse tele živali? Meni se zdijo odlične. Najlepše so mi pa narava, medvedje, ker smo šli ga tudi gledati. Nažalost ga nismo videli, smo videli pa zajca, lisico in tudi šoje. Super, zdaj mi pa povej, če bi ti upodobila kakšno žival, katero bi? Katera je tista, za katero rečeš, to pa bi? Psa, ja. Ne vem, doma ga imamo in meni je kralj živali. Babica riše, kaj pa ti počneš vse? Najrajš kar rišem, ampak tudi z glino delam. V šoli imamo tudi kakšne take natečaje, sem tudi na kakšnem natečaju zmagala, ampak najrajš pa rišem. Po babini stopinjah bi rada šla. V soboto je na Dobravi ob Zbiljskem jezeru mrgolelo mladih in znanja polnih gasilcev, ki so se uvrstili na regijsko tekmovanje organizaciji Ljubljanske regije. Levji delež pri izvedbi je prevzela Gasilska zveza Medvode, ki je gostila skoraj 800 mladih gasilcev. Preverili smo sobotni utrip dogajanja. Regijsko tekmovanje je bilo namenjeno vsem tistim ekipam, ki so se na občinskih tekmovanjih v svojih domačih zvezah odrezale tako dobro, da so si prislužile uvrstitev naprej. Gasilske uniforme, vozila in oprema so v soboto dajale jasen znak, da gre za velik gasilski dogodek in turisti ob Zbiljskem jezeru so imeli kaj za videti. Ja, danes poteka tukaj tekmovanje Regija Ljubljana 1 za memorial Matevža Haceta. To so vaje z vodo za pionirje in mladince. Vsaka enota izvede po 3 vaje in potem tisti, ki bo imel najboljše čase, najmanj kazenskih točk, zmaga. Prve 3 enote se pa uvrstijo na državno tekmovanje, ki bo v prihodnjem letu. Ekipe pionirjev, pionirk, mladincev in mladink so se vsaka po svoje pripravljale na tekmovanje in v soboto so dali vse od sebe. Kako je za vami gasilsko tekmovanje? Povejte, kako je šlo? V redu, v redu. Kako ste pa pripravljali? Ja, kar dober. En mesec smo vadili, pa ja, ampak danes, no, vse nam je šlo, ampak ne tako dobro, kot zmeram. Kje se je pa zataknilo? V bistvu prehiter štart. Ja, prehiter štart smo imeli, pa jaz oni nisem dvignila roke, kaj bi mogel. Torej, a ste že tekmovali? Ja. In kako je šlo? Bolj slabo, kaj ne, 50 kazenskih smo dobili. Kje pa se je zataknilo? Pa v bistvu, ko smo delali mokro vajo, so nekaj narobe naredile. Korakanje nam je šlo v redu, pa v vprašanjih smo 2 napačna vprašanja dale. Kako pa ste se pripravili na to tekmovanje? Ste veliko vadili? Ja, v bistvu smo imeli tega do 4-krat na teden smo imeli vaje. Vaje smo imeli 2-krat na teden, vaje so bile po 1 uro, vaje so bile konkretne seveda. Mentor nas je dobro pripravil, tako da upamo na najvišje rezultate. Že čakate na tekmovanje? Ja. In česa se najbolj mogoče bojite? Vprašanj. Smo, ja, sam vse ne veš, lahko kaj zafrkneš pa. To je kar,
po imenu Dvorko, ima čelado, ima rokavice ali karkoli, rdeč nos je, ima koka kloven, to je pač Krt. In on je vaš zvesti navijač? Ja, najboljši! Kako pa ste danes pripravljeni na tekmovanje? Zelo dobro, pa drugi nimajo šans proti Dvorčanim. Kako pa ste trenirali? Najbolj, a ne? Torej pričakujete zmago? Ja. Kakšno vprašanje je to? Vse nam je že usvojeno. Organizacija tovrstnega tekmovanja pa je prav poseben zalogaj. Mladina je res veliko, ne? Našo regijo sestavlja 10 gasilskih zvez in iz vseh teh 10 gasilskih zvez se je danes na to tekmovanje prijavilo 85 desetin. To pomeni, da nekje pričakujemo v Zbiljah 850 otrok. Kakšen pa je to organizacijski zalogaj? Verjetno ste se kar nekaj časa pripravljali na ta dogodek. Ja, tako Gasilska zveza Medvode kot pa GD Zbilje kot organizator tega tekmovanja za regijo smo res namenili kar precej časa, zato da smo pripravili poligone, pripravili vso potrebno opremo in tudi zaenkrat od vseh, ki tekmujejo, tudi od nadzornikov, ki jih je delegirala Gasilska zveza Slovenije, prejemamo kar pohvale. Tudi ekipe iz naše občine so se predstavile na tekmovanju. Na prvo mesto so se zavihteli pionirji iz Zbilj, takoj za njimi pa so bili pionirji iz Sore. Obe ekipi bosta prihodnje leto zastopali barve svojih društev na državnem tekmovanju. Med mladinci pa so se najbolje odrezali gasilci iz Smlednika, saj so zasedli odlično 4. mesto. Že prejšnjo sredo pa se je na igrišču pred smledniško osnovno šolo razleglo kar 18 strelov. Na srečo je streljala le štartna pištola, streli pa so bili namenjeni osnovnošolcem iz vseh medvoških osnovnih šol in njihovih podružnic, ki so se pomerili na občinskem prvenstvu v krosu. Pridružili so se jim tudi njihovi vrstniki iz osnovne šole Vodice. Preko 500 medvoških učencev in njihovih vrstnikov iz Vodic se je prejšnjo sredo zbralo v Smledniku, kjer je potekalo občinsko tekmovanje v krosu. Učenci so se na travnati progi pomerili v 18 različnih kategorijah, ločeno po spolu in starosti od 1. do 9. razreda. Danes v Smledniku poteka občinsko prvenstvo v krosu, kjer nastopajo osnovnošolci vseh medvoških osnovnih šol in pa 2 podružnic in pa še k nam priključena osnovna šola Vodice, tako da imamo na štartu kar preko 500 osnovnošolcev od 1. do 9. razreda. Organizatorji iz javnega zavoda Sotočje, ki skrbi za tovrstna športna tekmovanja v naši občini, so v sodelovanju z osnovno šolo Simona Jenka Smlednik pripravili 4 različne proge. Tista za najmlajše bila dolga 300 metrov, ostale pa po 500, 1000 in za devetošolce 1500 metrov. Takole na oko je videti kar nekaj tekmovalnosti, ampak ne samo tekmovalnost, ni pomen tega teka, pač pa tudi fair play, navijanje, spodbujanje, timsko delo, obnašanje na taki množični prireditvi. Jaz bi rekla mogoče, da prvošolčki se še ne zavedajo, kako težka je ta travnata proga, sploh danes, ko je še vreme zelo vroče po dolgem času. Potem je pa že kar videti mogoče malo več tekmovalnosti, glede na to, da so to že usmerjeni otroci v kakšen šport, so razlike med prvimi in pa tistimi zadnjimi, se pravi vse večje. Kljub 2 koronskima letoma učiteljica športne vzgoje na smledniški osnovni šoli ne opaža bistvenih razlik med pripravljenostjo učencev pred epidemijo in po njej. Opaža pa trend, da se otroci danes precej manj gibajo kot nekoč. No, sigurno so bili včasih hitrejši, ne? Ni bilo toliko vpliva, ne? Televizije, računalnika sploh še takrat ni bilo, ne? Več so se gibali zunaj, več so hodili peš, ne? Zadnje desetletje je tako, avtobusi jih prevažajo, starši jih prevažajo, računalniki jih osvojijo, ne? Ampak tisti, ki pa so športniki, so pa mogoče bolj zagrizeni športniki kot nekoč. Kros je tekmovanje slovenskih osnovnošolcev in srednješolcev v teku, ki ga tudi v Medvodah pripravljajo že kar precej let. Posebnost krosa je v tem, da gre za tek čez drn in strn, ne torej po atletski stezi. Svojo specifiko pomembno bogati že tako pester športni program v naši občini in je odlična priložnost za kaljenje bodočih atletov. Ja, zdaj nižji razredi pač pridajo zato, ker jih zanima kros, ker je šolsko športno tekmovanje neka nadgradnja pouka in v Medvodah zelo skrbimo, da je pestra izbira za vse osnovnošolce, imajo kar nekaj teh tekmovanj.
starejše generacije oziroma starejši razredi pa so že usmerjeni, ti že tekmujejo, tako da ja, kar precej športnikov in pa mogoče tudi bodočih olimpijcev imamo danes tukaj. Super. Občina podpira, tako kot vedno, ne sicer neposredno, ampak posredno vsa dogajanja v medvoškem športu, od prav skoraj da recimo profesionalnega, pa vse do tega, ki se odvija v okviru osnovnih šol, zavodov, klubov in podobno. Ob lepem vremenu je tekmovanje minilo v pristnem športnem duhu, v katerem so lahko uživali tudi navijači. Med učence so razdelili 18 kompletov medalj. Tudi najmlajši medvoški športniki se tako že zavedajo pomena aktivnega življenjskega sloga. Zmagovalci so z nami delili nekaj nasvetov za čim hitrejši tek, vsi pa že pridno trenirajo, da bodo drugo leto rezultati še boljši. Za zdravje, za mišice, pa da imaš kondicijo. Sem treniral atletiko, sam malo časa, pa v bistvu sem pa bil že tako, ker sem se rodil dosti hiter. Jaz tudi. V Medvodah v zadnjih letih nastaja pravi mali rod nadobudnih mladih cestnih kolesarjev in kolesark. Barve nam bližnjega kolesarskega društva Rog s sedežem v Vikrčah pa že nekaj let uspešno zastopata Preščanka Pija Galov in Medvoščan Domen Oblak. In kaj imata medvoškega srednješolca še skupnega? Letošnjega junija sta oba postala državna prvaka v kategoriji starejših mladincev oziroma mladink, Pija celo dvakrat. 18-letna Preščanka Pija Galov, članica ženske mladinske ekipe BTC City Ljubljana Skot, se s cestnim kolesarstvom ukvarja zadnjih 5 let. Kolesariti sem začela leta 2017, sred poletja v bistvu, tako da sem prišla na sred sezone. Začela sem pri deklicah B. Začela sem pa v bistvu kolesariti, ne vem, nekako smo to, imamo že skozi v družini, ker je pač oče bil kolesar. In sem pač že prej trenirala veliko športov, no, ampak pa sem pač hotela zamenjati in sem se pač odločila zakaj pa ne, probati kolesa. Leto dni mlajši Medvoščan Domen Oblak pa je član mladinske ekipe Pogi Team UAE Generali še leto dlje. Oba pa v cestnem kolesarstvu predvsem in najprej uživata. Meni je vse ful všeč. Všeč mi je, ko greš na kolo, pa je sproščeno, imamo prijatelje, fajn družba in uživamo skozi na kolesu. Mislim, res uživam, no, tako tudi pa še pauza, ne, po pač sezoni, ampak ko smo, ne vem, kakšen teden brez kolesa, je to že kar malo težko, no. Mislim, se pač res za užitek tudi se pač je dobro iti pelat. Drugače pa ne vem, rada imam, ker pač je dobra družba, tudi pač ne treniram rada sama, rada pač treniram v družbi. In pač neki te treningi so mi v bistvu najboljši ali pa sploh kakam gremo, ker smo pač po več dni skupaj. Laiki in naključni športni spremljevalci poznamo in slavimo predvsem velika imena cestnega kolesarstva, kot so Pogačar, Roglič in Mohorič, a cestno kolesarstvo je v prvi vrsti šport, v katerem je najprej pomembna ekipa. In to spoznavata tudi mlada medvoška kolesarja. Ekipan del je zelo pomemben, da se razumemo in da lahko vsak pokaže na dirki tudi to, kar mora, to, kar se zmenimo pred dirko. Recimo, Peter Sagan je nekoč dejal, kolesarstvo je ekipni šport, v katerem zmagujejo posamezniki. In tudi pri nas se pač to vidi, če ne sodelujemo, pač ne bomo zmagali. Če gremo na zmago, ne, in tudi v tujini na evropskih prvenstvih vidiš tiste močnejše nacije, ki so, ne vem, Francija, Nizozemska, Velika Britanija, to vse pač se vozijo skupaj in delajo za enega. Zelo redko se tako zgodi, da bi se kolesarji konstantno uvrščali v sam vrh dirk, kaj šele, da bi slavili na več zaporednih dirkah. A Piji in Domnu je letos uspel veliki junij, mesec, ko sta se kar dvakrat veselila zmag. Pija je 23. junija osvojila zlato medaljo na državnem prvenstvu v vožnji na čas, ki je potekala v Novem mestu. 3 dni zatem pa še naslov državne prvakinje v cestni dirki, ki je potekala v Mariboru. Ja, te naslovi državne prvakinje se mi zdi, da so bili kar taki svetla točka v moji sezoni, zaradi tega, ker drugače se mi zdi, da se nisem lih toliko izkazala, no, kakor bi se lahko.
sploh pač v tujini. Je bilo pač sicer nekaj dobrih tekem, ki sem jih dobro vozila, sam pač ni pa tistega rezultata, s katerim bi se lahko pohvalila. Nista pa to bila prva pina naslova državne prvakinje, slavila je namreč že med mlajšimi mladinkami v kronometru. Za Domna pa je bil junijski naslov državnega prvaka na cestni dirki v Mariboru njegov prvi doslej. Predtem pa se je junija na kriteriju Murske Sobote veselil tudi prve kolesarske zmage nasploh. Zelo dobro se je spomnil. Bila je ne preveč dolga, imela je 2 vzpona, eden malo bolj položen, eden pa zelo strm. In nekje na polovici dirke smo se odpeljali približno 7 kolesarjev, kjer sva bila jaz in moj ekipni kolega Nikolaj, ki mi je na koncu tudi pomagal pri šprintu, da smo osvojili prvo mesto. In za nagrado državni prvak v Sloveniji dobi takole en poseben dres, ki ga nosi do naslednjega državnega prvenstva. Mogoče kaj ti to pomeni? To je kar tak prestižen dodatek. Res je en lep dodatek. Zelo sem ponosen, da lahko zastopam in nosim slovenske barve na vsaki dirki. Ta dres je pa še malo bolj poseben, ker mi ga je zdizajniral klubski kolega Mark Borberlec. Državna prvaka med starejšimi mladinci sta tako letos dobila tudi nekaj priložnosti za udeležbo na preizkušnjah v tujini. Pia se je tako julija v portugalski Anadiji udeležila Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu za mlajše kategorije, Domen pa 5 etapne dirke v Franciji. Ja, Evropsko prvenstvo je pač, to je privilegij, da smo lahko tam. Sicer sem bila pač že lansko leto, ampak pač je letos bilo mi vsem boljš, ker sem vsem vedela, kako vse poteka. Živčna sem bila vsem veliko, ampak ne vem, to je tako najboljša tekma sezone, mislim najboljša izkušnja v celi sezoni. Res je, kmalu po državnem prvenstvu smo se z ekipo odpravili na dirko v Franciji. Imeli smo 5 etap in bila je zelo močna konkurenca, dirka je bila težka in vroča. Smo se pa tudi veliko noga naučili in smo se lepo imeli. V nedeljo sta zaključila z letošnjo sezono v Podsmreki s tradicionalno preizkušnjo za veliko nagrado Avtomojstra. In kje se mlada kolesarja vidita v prihodnosti? Ja, čez 5 let bi bila jaz rada v ProTouru, Tako da mislim, to so moje velike sanje, tako kot verjetno odmrskaš, ampak potreba še veliko narediti za to. Definitivno bi rad ostal v cestnem kolesarstvu, čim dalj, bomo pa videli, kako bo šlo naprej. Medvoški policisti so v preteklem tednu posredovali pri 2 prometnih nesrečah. V prvi je voznik povozil pnevmatiko, ki je padla s tovornega vozila pred njim, pri čemer je na vozilu nastalo za 700 € materialne škode. Policisti zbirajo obvestila za izsleditev tovornega vozila. V drugi nesreči pa je voznik zbil srno v Hrašah. Žival je sicer trčenje preživela, a je moral posredovati lovec lovske družine Šmarna Gora. Voznika je odnesel brez posledic. Na policijski postaji Medvode se je zglasil tujec, ki so mu v Kopru odtujili torbico z dokumenti. Medvoški policisti bodo ovadbo predali v reševanje koprskim kolegom. Nek drug oškodovanec pa je prijavil gradbeno podjetje iz Maribora, s katerim je imel sklenjeno pogodbo za izvedbo gradbenih del, ki jih podjetje kljub prejemu predplačila ni izvedlo, niti niso vrnili denarja. Po zbranih obvestilih bodo policisti zadevo odstopili v reševanje pristojni policijski postaji. Za medvoškimi policisti pa je pester teden. Dobili so prijavo 3 voznikov cross motorjev, ki so se vozili v naravnem okolju na relaciji od Sore proti Osovniku. Policisti na terenu kršiteljev niso odkrili, v postopku pa zbirajo obvestila in iščejo voznike s pomočjo podatkov prijavitelja. Občan je prijavil tudi preglasno glasbo v nekdanjem lokalu Lipa. Policijska patrulja je ugotovila, da se v lokalu dejansko odvija dogodek z glasbo. Ker pa prijavitelj ni želel podati izjave za zapisnik, dogajanje pa je bilo v dopoldanskem času, policisti niso mogli zaključiti, da je bila to kršitev javnega reda in miru. Prijavitelj iz Sore pa se je ustrašil več zaporednih strelov. Policijska patrulja je ugotovila, da na strelišču poteka priglašeno lovsko tekmovanje o streljanju na glinaste golobe in ni bilo kršitev. So pa pri zbiranju obvestil ugotovili, da se je v bližino strelišča s kolesom pripeljal neznan moški in vpil na udeležence dogodka.
Občanko pa je zmotilo igranje klavirja sosedovega otroka. Policisti so ugotovili, da otrok klavir igra že 6 let. Ta je bil predtem v drugem prostoru, po menjavi inštrumenta pa so ga prestavili v drug prostor in zvočno izolirali steno, ki ločuje stanovanja. Medvoški policisti iščejo tudi pozabljivca, ki je na bankomatu pri Mercatorju v reži pozabil gotovino, ki jo je na policijo potem prinesel pošteni občan. Na postaji medvoške policije pa se je zglasil tudi občan, ki je na svoj račun prejel nakazilo večje vsote denarja. Del ga je prenakazal na tuj račun, del sredstev pa je ostalo na njegovem računu. Po prijavi je banka sredstva zamrznila in do razjasnitve okoliščin onemogočila poslovanje z udeleženimi računi. V Goričanah pa so pri prometni kontroli ustavili voznika, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Napihal je za 1,12 mg alkohola v litru izdihanega zraka, ugotovili pa so tudi, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, kar je bilo dovolj za zaseg vozila in izdajo obdolžilnega predloga na okrajno sodišče. Tokrat ponovno opozarjamo na spletne prevare in poudarjamo, da banke, pošte in druge finančne ustanove nikoli ne poslujejo prek elektronske pošte ali prek SMS sporočil. Če dobite takšno vabilo ali zahtevo, to obvezno preverite pri pošiljatelju, predvsem pa v nobenem primeru ne posredujte podatkov o svojem računu. Če od vas zahtevajo PIN kodo ali CVV številko na kreditni kartici, pa gre zagotovo za prevaro. S posredovanjem teh podatkov pa jim omogočite neoviran dostop do vašega računa. Teh številk nobena finančna ustanova nikoli ne zahteva od vas. To je bilo vse za tokrat, policisti pa vas vabijo še, da jih posledite na Facebook profilu Policijska uprava Ljubljana, če jih seveda še niste. Za konec še povabilo na kakšno od številnih prireditev v naši občini. Kaj vse se nam obeta ta vikend, si lahko ogledate na naših videostraneh ali pa spletnem portalu mojaobčina.si. Posredujemo pa tudi obvestilo, da v Zdravstvenem domu Medvode do konca meseca oktobra še 3-krat organizirajo množično cepljenje proti gripi in COVID-19 s cepivom, ki vsebuje tudi sev Omikron. Več informacij o cepljenju najdete na spletni strani Zdravstvenega doma Medvode med obvestili in na njihovi Facebook strani. Ostanite zdravi in nasvidenje prihodnji četrtek na istem mestu ob isti uri.